Kaj pa, če bi obstajalo mesto, narejeno izključno po meri gamerjev? No, danes se poglabljamo v en tak precej nor koncept. Gre za vizijo, ki združuje znanstveno fantastiko in vrhunsko tehnologijo v, ultimativni gamerski kampus. Ok, pa se poglobimo v to. Vse se vrti okoli enega samega, ampak res velikega vprašanja. Dajmo si predstavljati mesto, ki ga od A do Z zgradijo gamerji. In to za gamerje. Kako bi nekaj takega sploh izgledalo? In ta vizija, ta se začne s kampusom, ki je veliko več kot samo kup stavb. Predstavljamo si ga kot nek skriti svet, nekaj podobnega kot je futuristična Wakanda, ki jo poznamo iz filmov. Torej, ključna ideja je osamitev. Kot Wakanda bi bil tudi ta kampus popolnoma skrit pred očmi zunanjega sveta. In zakaj je to pomembno? No, ne samo, da bi s tem zaščitili vse te neverjetne tehnološke čudeže, ampak bi se lahko znotraj razvila čisto svoja edinstvena kultura. Kultura, kjer se tista meja med resničnostjo in igro resnično zabriše. In tukaj zadeva postane res zanimiva. Ker ne gre samo za idejo, ampak za praktičen načrt, ki si sposoja tehnologijo iz Wakande. Govorimo o lokaciji nekje v odmaknjenih gorah, obdani z naprednimi holografskimi ščiti. V bistvu bi bil kampus za zunanji svet, praktično neviden. Dobro, temelji so postavljeni, kampus je skrit pred svetom. Ampak, kako bi bilo v takem mestu dejansko živeti? Kakšen bi bil občutek? No, zato se moramo ozreti k arhitekturi, ki svoj navdih črpa iz digitalne mreže. Glavni navdiv tukaj je, seveda, film Tron. Samo predstavljamo si to. Sprehod skozi mesto, kjer stavbe niso statične, ampak so narejene iz pametnih materialov in kar spreminjajo barve. Poti pod nogami žarijo. Celotno okolje bi dajalo občutek, kot da smo se znašli znotraj ogromnega živega računalnika. Ampak ne gre samo za neonske luči in neko hladno digitalno estetiko. Zadeva ima tudi drugo plat. Navdih prihaja tudi iz Disneyjevega Tomorrowlanda, ki prinaša tisti klasični optimistični pogled na prihodnost. Vse se vrti okoli čudes vesoljskih potovanj in vere v tehnološki napredek. Ok, zdaj imamo sliko, kako bi kampus izgledal. Ampak kaj se v njem dejansko dogaja? Potopimo se v samo srce te vizije, v doživetja, ki jih ponuja. To so, če hočete, igrišča prihodnosti. Zamislite si tematske parke, ki so narejeni po vzoru različnih igrajnih žanrov. Ne govorimo o tem, da bi sedeli pred ekranom. Govorimo o tem, da bi dobesedno vstopili v igro. Od epskih hrpiječ pustolovčen z razširjeno resničnostjo, pa do, recimo, adrenalinskih FPS bojišč, kjer bi se bojevali s pravim laserskim orožjem. Že ta ena sama podrobnost, vzeta iz originalnega koncepta, resnično slikovito prikaže, kako neverjetno poglobljene in fantastične naj bi bile te izkušnje. Seveda pa inovacije ne nastajajo kar same od sebe v nekem vakumu. Zato je navdih prišel tudi od ustvarjalnih gigantov, kot je Pixar. Celoten kampus je v bistvu zasnovan kot en ogromen družaben prostor, odprti atriji, povezane poti, vse je narejeno tako, da spodbuja tista naključna srečanja in spontane ideje med ustvarjalci. Ampak pozor, ta kampus ni samo neko velikansko igrišče, niti približno. Zasnovan je kot pravo središče ustvarjanja in tehnološkega napredka. To so možgani celotne operacije. No, in v samem srcu teh inovacij bi bil laboratorij podoben slavnemu MIT Media Labu, ampak s to razliko, da bi bil ta popolnoma osredotočen na premikanje meja gaminga. Tu se ne bi razvijale samo nove igre. Predstavljate si, da bi tu nastajale haptične obleke, v katerih bi dejansko občutili vročino zmajevega ognja ali odsun laserske puške. In podobno kot ima Disney svoje Imagineerje, bi imel tudi ta kampus svoj poseben oddelek. Njihova naloga? Da vse te tehnološke preboje vzamejo in jih spremenijo v, dihjemajoče atrakcije in doživetja za prebivalce. In kaj vse to povezuje v celoto? Centralna umetna inteligenca. Ta bi upravljala čisto vse, od porabe energije do varnosti in zabave. To pomeni, da bi kampus deloval kot en sam povezan organizem. Predstavljate si, umetna inteligenca bi v realnem času prilagodila ambientalno osvetlitev in glasbo v parku, glede na to, kaj se dogaja v neki igri, ki poteka čisto blizu. Ok, pripravite se. Zdaj pa pridemo do zadnjega in, roko na srce, najbolj ambicioznega dela te vizije. Dela, ki sega daleč onkraj našega planeta.
Da bi zares razumeli končni cilj, moramo najprej pogledati k ključnemu znanstveno-fantastičnemu navdihu. In to je vesoljska postaja iz filma Elysi. Ta palača na nebu je v bistvu veliki finalec celotnega projekta. Gre za luksuzno razširitev kampusa, ki bi krožila v zemljini orbiti. S tem bi se svet gamerjev razširil dobesedno do zadnje meje in omogočil misije, ki bi vključevale, prava vesoljska potovanja. Torej, ko vse skupaj povežemo, vidimo, da ta kampus ni zamišljen zgolj kot nek kraj za bivanje ali igranje. Gre za celosten ekosistem za popolnoma novo vrsto skupnosti. Prostor, kjer se domišljija in znanost srečata in postaneta eno. In to nas pripelje do končnega vprašanja. Čeprav je ta vizija zaenkrat seveda še fikcija, nam vseeno kaže na nekaj, na neverjeten potencial tehnologije, da ustvarja popolnoma nove svetove. Ne samo virtualne, ampak tudi tiste povsem resnične.